Časi, ko smo se s fičoti vozili po mestu in parkirali v vsako najmanjše parkirišče, da ne rečemo luknjo, so že zdavnaj mimo. Ob nenehni rasti avtomobilov pa se prepočasi večajo dimenzije parkirnih mest. Tako smo se odpravili izmeriti parkirišča nekaj garažnih hiš v Mariboru, vključno z največjimi trgovskimi centri, ki prav tako omogočajo parkiranje v svojih garažnih hišah. Marsikdo, po navedbah upravljavcev parkirišč so to predvsem ženske, si pogosto sploh ne upa zapeljati v parkirno hišo, saj so že do vozne poti ozke in nemalokrat je ob robovih ter na drogovih mogoče opaziti sledi barve, ki je bila nekoč na katerem izmed jeklenih konjičkov. Sodobne zakonodaje, ki bi urejala področje parkiranja, v Sloveniji nimamo, saj so smernice, ki se jih morajo projektanti garažnih hiš držati, stare že več kot 20 let. Tako je določena minimalna širina parkirnega mesta 2,3 metra pri vzporednih parkirnih mestih in 2 metra pri zaporednih. Dodatno k minimalnim dimenzijam je potrebno prišteti vsaj še 50 centimetrov prostora, da lahko udobno odpremo vrata. Povedati je treba, da se večina investitorjev pravil drži, kajti v njihovih rokah je, ali bodo uveljavljali interes čim večjega dobička in s tem skušali stlačiti čim več avtomobilov na dano površino, ali bodo prisluhnili potrebam uporabnikov po udobnem in varnem parkiranju. Situacijo smo preverili tudi v najnovejši garažni hiši v Mariboru, ki je šele pred tednom dni pričela obratovati. Mi smo se skušali prilagoditi trenutnemu voznemu parku v Mariboru, ki imajo pač večji avti so, in zato smo skušali narediti parkirna mesta, ki so udobnejša, hkrati pa smo skušali doseči, da se uvozi in sama vožnja po parkirni hiši poteka nemoteno. Izpostavljate višino 2,20 metra, kako je kaj s širino mesta? Ja, parkirna mesta so široka vsaj 2,50 metra in globoka 5 metrov, tako da mislimo, da ne bi smelo biti problemov s parkiranjem večjih avtov.